Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. In tokrat se vam javljam iz tople Primorske, kamor sem šla po oddih, na oddih po svoj navdih. In pred nami je ponovno en zanimiv teden, že v torek oziroma jutri nas čaka polna luna, tako da pripravite svoje načrte, ki jih želite še izpolniti v tem letu, da bodo polni navdiha, da bodo res tisto, kar prihaja iz vas samih. Pa poglejmo, kaj nam angeli pripravljajo v tem tednu oziroma na kaj nas želijo opozoriti. Štirica vode je prva karta. Štirica vode vas sprašuje oziroma tukaj vas nekako angeli skušajo opozoriti, da nehajte jokati za nekimi zgrešenimi priložnostmi, da povsod tam, kjer čutite določeno nezadovoljstvo, kjer čutite, da energije niso ta prave, da mogoče je čas, da pogledate okrog sebe in vidite priložnosti, ki so vam na voljo. Namreč takrat, ko se preveč zadržujete v preteklosti, takrat, ko vas vleče nekaj nazaj, takrat nismo pozorni na to, kaj je tukaj zdaj. In to je tisto, kar je zelo, zelo pomembno, da smo res pozorni, kaj je tukaj zdaj in da se nehate obremenjevati s tem, kaj ste v preteklosti narobe naredili, zgrešili, obžalujete in tako naprej. Zdaj lahko popravite to. Se pravi, samo v trenutku zdaj. In ravnovesje, nadangel Zadkiel. Ko se boste postavili v ta trenutek, ko boste nehali jamrati za nazaj, takrat se bo začelo ravnovesje na novo vzpostavljati. In takrat boste tudi videli, kaj je tisto, kar vas je takrat vrglo iz ravnovesja. In to ravnovesje je zelo, zelo pomembno. Se pravi, ravnovesje, ki je znotraj vas. Takoj, ko na zunaj vidite, da nekaj ni v redu, da stvari niso v ravnovesju, da je nečesa preveč, premalo, to samo pomeni, da to odraža vaše notranje stanje. In nadangel Zadkiel je angel, ki zelo deluje skozi srčno čakro. In to skozi tisti del srčne čakre, ki predstavlja veselje, radost. Se pravi, kako lahko v svoje življenje vnesete veselje in radost, zato da boste bolj zadovoljni, da boste bolj v ravnovesju, da boste vse tiste neprijetna čustva in občutke lepo zbalansirali. Tako da nadangel Zadkiel vam zagotovo lahko pri tem pomaga in vas lahko usmeri na pot k zadovoljstvu, k radosti. In to je tisto, kar v tem tednu bodite pozorni, kaj vas postavlja v ravnovesje oziroma kako lahko izkoristite radost, medtem ko čakate na tisto pravo priložnost, ki prihaja. In ko smo v ravnovesju, seveda, nadangel Mihael potem lahko pomaga, da nas napolni s tistimi pravimi energijami, ki nam pomagajo, da stvari dobro speljemo. Se pravi, Mihael v tej karti sporoča veselje, zadovoljstvo, hvaležnost, dobro opravljeno delo. Torej, če sem prej govorila o radosti pri Zadkielu, zdaj pri Mihaelu se pokaže, da ta pot je prava, pot, ki vodi v veselje, k veselju. Tako da, kaj vas veseli, vas sprašujem, in kako lahko se odločate v skladu s tem, kar vas veseli.
Se pravi, če se za nekaj odločate, a vam to prinaša veselje, ali vas to potisne v bolj neprijetna čustva. Kaj je tisto, kar začne igrati znotraj vas, ko se nekaj odločate? A je to, ko si predstavljate to možnost, a me to pripelje bliže k veselju, k radosti? Tako da v tem tednu je čas, da torej nehate obžalovati in pogledate, kaj vas res veseli, da spustite vse tisto, česar ne potrebujete več. Evo, moj pes zadaj je ravno pokazal, kako to lahko naredite, tudi tako, da enostavno pustite, da odteče. In takrat boste lahko potem tudi svetu prinesli vse tiste darove, ki jih nosite v sebi. In to je pa tisto poslanstvo, namen, zaradi česar ste tukaj, da odkrijete te darove in da jih delite s svetom. Tako da v tem tednu kar veliko dela. Vidimo se naslednji teden v ponedeljek z novim angelskim navdihom, do takrat pa uživajte in poskrbite, da bo veselje tukaj in tukaj prisotno. Čau, čau. Tisti, ki ste bili v zadnjih 2 letih pri meni na kakšni meditaciji, ste že doživeli oziroma spoznali, da se jaz vedno povezujem z galaktičnim soncem in pa središčem Zemlje. In ta vikend so me angeli zelo močno spodbudili oziroma prosili, da to povezavo delim z več ljudmi, tako da danes delim to z vami. In za to povezavo ne rabite veliko, rabite minutko, mogoče 2, in lahko jo naredite instant, se pravi zelo hitro. Ampak danes bomo šli lepo počasi, tako da se lahko v miru navadite oziroma vizualizirate, potem gre pa to zelo hitro, ker važen je namen. Tako da zdaj vas prosim, da zaprete svoje oči in naredite en globok vdih in izdih. In predstavljajte si, da lahko z notranjim pogledom pogledate navzgor, visoko v svojo vertikalo, v samo središče galaksije. In tam je čudovito sonce neskončne svetlobe, galaktično sonce, izvor. In predstavljajte si, da lahko iz tega izvora potegnete en žarek navzdol, skozi vašo kronsko čakro, v vašo glavo, in ta žarek teče navzdol skozi vašo telo, skozi vse čakre, do korenske, in od tam teče naprej navzdol v Zemljo, skozi vse njene plasti do samega središča Zemlje in se združi s kristalnim jedrom mame Zemlje, naše Gaje, zavesti, ki nas gosti. In v tem trenutku lahko iz srca izrazite svojo hvaležnost Gaji, zavesti, katere del smo, in se ji zahvalite za vse, kar vam omogoča in daje, če se tega zavedate ali ne. In potem potegnete en žarek te zemeljske energije navzgor, vse do svojih stopal. In si predstavljate, kako skozi stopala ta zemeljska energija vstopi v vaše telo, se dvigne po nogah navzgor, vse do vaše korenske čakre in naprej do vaše sakralne čakre. In se po hrbtenici vzpenja navzgor skozi vse ostale čakre do srca, skozi grlo, glavo, navzgor in švigne skozi koronsko čakro, navzgor v vertikalo, v galaktično sonce. In tako ste povezani navzgor in navzdol. Povezani ste z središčem galaksije in središčem Zemlje. In s tem zavedanjem naredite en globok vdih in izdih. In počasi odprite oči v nov čudovit dan.